bolje? Se slišimo? Lep dober večer. Nas in me veseli, da smo se zbrali v lepem številu. Smo razmišljali, ali bi bilo potrebno kakšen večji prostor, pa ugotavljam, da se bomo lahko stisnili in preživeli te 2 urici, računam, skupaj ob diskusiji o dogajanju v Španiji in Kataloniji. Eno tehnično opozorilo na samem začetku. Sporočili so mi, da tista zadnja vrata so zaklenjene oziroma se ne dajo odkleniti, tako da če pride do kakršnega koli španska policija, če preleti, je izhod samo tukaj. Ali pa skozi steklo. Lepo vas pozdravljamo, v naši sredini tudi predstojnico oddelka za sociologijo, kolegico dr. Anjo Zalta. Predstavim nocojšnje diskusantko in diskusante. Adrian Bakič prihaja iz Radio-televizije Slovenija, bil je v teh kritičnih dneh in tudi že prej, potem bo tudi, računam, da kaj podrobneje spregovoril, poročevalec iz Španije oziroma iz Katalonije, Barcelone. Z nami je Urša Geršak, kolegica, ki dela na katedri za hispanistiko oziroma oddelku za romanske književnost, jezike in književnosti. Z nami je dr. Gorazd Kovačič, ki je namestnik predstojnice oddelka za sociologijo, in pa gospod Franko Juri, ki mu tudi ti prostori niso popolnoma neznani, ker je bil nekaj časa, če sem prav prebral, tudi zaposlen na Filozofski fakulteti, sicer pa poznavalec dogajanja, tudi prvi veleposlanik Republike Slovenije v Kraljevini Španiji, danes direktor Pomorskega muzeja. Moje ime je Damjan Mandelc, prav tako prihajam z oddelka za sociologijo in kot ste prebrali v našem napovedniku, v vabilu, se želimo nekje odmakniti od teh tipičnih diskusij o predvsem ponavadi katalonskem nacionalizmu, razlogih za to, kar se je v času referenduma o neodvisnosti Katalonije dogajalo, odzivih španske države, španske policije, represivni reakciji, ampak želimo tokrat diskusijo zastaviti nekoliko širše, nasloviti vprašanja oziroma razmere v Španiji, ki niso stare zgolj mesec ali 2, ampak se vprašati, koliko je španska finančna, gospodarska kriza bila del, torej njene posledice socialne stiske prebivalcev, prebivalk Španije, kakšno vlogo igrajo pri teh zadnjih dogajanjih. Prav tako želimo ponuditi nekakšen pretres 40 let španske tranzicije in kolegica Geršak je bila ena od urednic, ki je izdala monografijo, zbornik, ki ga vidite tukaj na omizju, o 40 letih španske tranzicije. Ste absolutno vabljeni, da na koncu dogodka knjigo tudi kupite. Je naša besedna postaja oziroma knjigarna Filozofske fakultete priskrbela nekaj izvodov. Obenem, seveda, ker se nahajamo v Sloveniji, v Ljubljani, ki ima torej neko svojo zgodbo o dosegu neodvisnosti, verjetno ne bomo mogli popolnoma odmisliti nekih primerjav, podobnosti, analogij, sorodnosti med obema procesoma, torej katalonskim independentizmom in pa slovenskim gibanjem, projektom neodvisnosti. Da ne bom na začetku predolg, vas, spoštovani in spoštovana, vprašam najprej o tem, s čemer smo tudi vabilo začeli. Torej, v kolikšni meri menite, da so posledice gospodarske finančne krize v Španiji in Kataloniji postale razlog za porast na eni strani centralističnega, hegemonega španskega nacionalizma in na drugi strani za krepitev katalonske podpore neodvisnosti, če upoštevamo, da je še nekaj let nazaj bila ta podpora nekje manj kot 20%, danes se pa okrog 80% prebivalk in prebivalcev Katalonije zavzema vsaj za pravico do glasovanja, če ne že za podporo neodvisni državi. Kdorkoli. Gorazd, dam te prvo besedo. Ja, zdaj vprašanje, koliko nazaj iti? A iti do španske finančne krize, ali to preskočimo in gremo na samo
dogajanje v španskem parlamentarnem prostoru. Po moje, če orišeš na kratko, kaj se je dogajalo v španski finančni ekonomski krizi pod nepremičninskega balona, bo verjetno to deloma tudi pojasnilo za kasnejše dogajanje. Ok, pa bom poskusil čim bolj na kratko. Torej, v tistem času kot Slovenijo je tudi Španijo prizadela finančna kriza in njena geneza in potek sta bila zelo podobna. Španija je skušala nadoknaditi zaostanek v razvitosti, tako da se je šla financializacijo z zadolževanjem, kar pa je bil pojav povsod na periferiji evrskega območja. In nekako na začetku prejšnjega desetletja je periferne države zasul poceni denar. Obrestne mere so se jim znižale, zato ker so bile v pričakovanjih posojilodajalcev nenadoma izenačene z nemškimi, Nemčija ima pa seveda veliko močnejše izvozno tržno gospodarstvo. In Španija in tudi druge periferne evrske države, zlasti mediteranske, je torej zalil en ogromen slab, izjemno poceni denarja. Problem je bil, ker banke niso našle posojilojemalcev, ki bi si ta denar izposodili in ga naložili v produktivne naložbe. V Španiji je ta denar šel v glavnem v nepremičninski balon. Tega je do neke mere spodbudila tudi Aznarjeva vlada, ki je poenostavila spreminjanje zazidljivosti zemljišč, ker je računala na to, če bo sprožila obsežnejšo gradnjo hiš in stanovanj, potem se bojo te pocenile in se bojo mlade družine lažje rešile svoj stanovanjski problem, tako da kupijo lastno stanovanje. Zgodilo se je pa ravno nasprotno, namreč sprožil se je nepremičninski balon, v to panogo so prihajali špekulativni investitorji, gradili ogromno kapacitet, bistveno več, kot jih potrebuje špansko prebivalstvo, to financirali z izposojenim poceni denarjem in računali so, da bodo vse te novogradnje namenjene ali turistom ali pa preprosto upokojencem iz industrijskega severozahoda Evrope, se pravi iz Nemčije, Britanije in podobno, ki bojo hoteli proti koncu svojega življenja priti malo uživati na mediteransko sonce. In posledično je bil obseg gradbeništva tolikšen, da so zgradili dobesedno cela mesta, v katerih ni enega prebivalca in ogromna mednarodne letališče, na katerih ni pristalo nobeno letalo. Mesta z vso infrastrukturo, vključno z operami in tako naprej. In seveda potem je prišlo leto 2008, ko se je medbančno posojanje ustavilo in se je izkazalo, da je ta obilica novogradenj en velikanski problem. Cene novogradenj so začele padati, tuji posojilodajalci so začeli agresivno terjati denar od španskih bank, te od svojih dolžnikov, se pravi od različnih nepremičninskih podjetij, tudi od gospodinjstev. Izkazalo se je, da je v Španiji insolvenčna zakonodaja taka, da ko posameznik bankrotira, ko ne more več vračati svojih posojil, mu banka seveda zaseže tisto, kar je da pod hipoteko, kot je to normalno povsod, ampak hkrati mora pa še, ko ga deložira, mora pa še odplačati ves preostanek posojila do konca. Tako da nastop svetovne finančne krize je v Španiji povzročil to, da se je pokazala gromozanska bančna luknja, ki jo je potem morala seveda na svoje breme prevzeti država, da so nastale številne zasebne tragedije deložiranih ljudi tudi recimo mladih. Veste, mladi so v času pred krizo opuščali študij in hodili delati na gradbišča, ker so bile plače tam tako visoke zaradi povpraševanja. Potem so pa nenadoma vsi ti mladi ostali seveda brez službe v tisti panogi, kjer so znali delati in tudi brez kakšne izobrazbe, da bi lahko šli kam drugam. Tako da velika zasebno-finančna, posledično javno-finančna kriza in pa seveda globoka socialna kriza. To mislim, da je ta kontekst. Ta kriza se je potem še dodatno poglobila, ker
ker so evropske institucije usilile varčevalno politiko, ki deluje prociklično, se pravi še dodatno duši kupno moč in tisti del gospodarstva, ki je lokalno usmerjen. In seveda iz takih kriz se gospodarstvo ne pobere kar precej časa, če nima močnega izvoznega industrijskega sektorja. Španija ga nekaj ima, ampak ne tako izrazito veliko. V bistvu je v predhodnem obdobju zelo stavila na to, da se bo v evropski delitvi dela profilirala kot ponudnica turizma skupaj z vsemi gradbeniškimi dodatki. Tako da jaz mislim, da je to ta težka socialna situacija, ki seveda potem spodbuja španske stranke in politična gibanja da pač angažirajo, da razprostrejo neke zavese, neke paravane, ki preusmerijo pozornost v nekaj drugega in identitetne politike so seveda dobrodošle. Mogoče bi samo še to poudaril, v Španiji v obdobju po koncu diktature je bil politični sistem, v katerem sta prevladovali dve veliki stranki in se izmenjevali na oblasti. Bile so tudi še manjše stranke, ideološko specifične ali pa regionalne, ampak nikoli niso igrali neke zelo pomembne vloge. Zdaj nazadnje sta pa ti dve stari stranki na levici in na desnici dobili konkurenco. In seveda, ko pride konkurenca, se začne boj za distinktivnost in se skušajo vse stranke na novo pozicionirati in se pozicionirajo seveda na populistične načine, v bistvu so vse stranke populistične, pozicionirajo se pač tja, kjer je trenutno ideološko povpraševanje. Če je neka tema nacionalizem, potem bojo tekmovali, katera bo bolj nacionalistična. In mislim, da se je to zgodilo in na ravni Madrida, se pravi centralne Španije, celotne Španije, in tudi na ravni katalonske regionalne politične scene. Čeprav onkraj tega fokusa na vprašanje nacionalizma obstaja vse nekaj političnih sil v Španiji, ki razmišljajo širše, ki naslavljajo vprašanje spremembe ustave, federalizacija. O tem bomo verjetno govorili še kasneje. Adrian, bi se obrnil zdaj nate. Ti si bil v Španiji večkrat, prej smo se pogovarjali o tvojem dokumentarcu, o teh gibanjih širše po Evropi za neodvisnost. In ob vseh teh obiskih me zanima, ali si opazil spremembe oziroma neke nove motive, nove okoliščine med tem zadnjim dogajanjem v oktobru in septembru, tudi zdaj, in med prejšnjimi obiski. Predvsem recimo primerjava z baskovsko zgodbo in katalonsko in pa reakcija centra Madrida, centralne vlade. Lepo pozdravljeni. Ja, razlike se opažajo. Lahko rečem, da jaz sem bil v oktobru 3-krat v Kataloniji in razlika se opazi tudi v začetku oktobra in ob koncu oktobra. V tem mesecu se je marsikaj spremenilo v Kataloniji, še posebej pa, če to primerjamo s prejšnjimi leti. V Kataloniji sem bil lani, bil sem leta 2014, tako da zdi se mi, da je vse skupaj se je katalonsko gibanje za neodvisnost ima sicer dolge korenine, ampak kot je že bilo omenjeno, tega v preteklosti to politično ni bilo tako močno v preteklosti. Bistven moment je bil, ko je leta 2006 so Katalonci skupaj z vlado v Madridu, takrat je bila to socialistična vlada pod vodstvom José Luisa Rodrígueza Zapatera, so se dogovorili o novem statutu avtonomiji Katalonije. Ta statut sta potrdila španski parlament, španski senat in Katalonci so ga potrdili na referendumu. Ga je pa na to spodbijala na ustavnem sodišču takratna opozicija pod vodstvom Mariana Rajoya, današnjega premierja, in so uspeli leta 2010, je bilo več delov tega statuta, s katerim so bili Katalonci zadovoljni, razveljavljenih. Medtem je bilo v preambuli takrat napisano, da so Katalonci narod in to je bilo zbrisano. To je ena od bistvenih zadev, ki je Katalonce bolela. Morda še zanimiva zadeva je bila glede jezika. V tistem statutu leta 2006 je bilo zapisano, da je katalonščina prednostni učni jezik v šolah. To je ustavno sodišče napisalo, da to ne more biti, tako da mora biti vsaj dvojezično. Ta jezik se je skozi številne sodne odločbe v preteklosti precej menjavalo, kaj in v kakšni količini mora biti.
In po tem letu 2010 smo lahko videli vsako leto bolj množične proteste za katalonsko neodvisnost na ulicah Barcelone, pa tudi nekaterih drugih mest. Mislim, da je vrhunec celotno to gibanje doseglo tam nekje v letu 2013-14, v bistvu nekje tam ob koncu, ko se je končevala ta gospodarska kriza. Potem je pa to nekoliko usahnilo. Zakaj? Enotnega odgovora na to ni. Eden od razlogov je pa gotovo tudi ta, da je katalonska politika bila znotraj nekoliko razklana. Leta 2015, ko so bile zadnje regionalne pokrajinske volitve, so več mesecev sestavljali vlado, zdajšnji obstavljeni predsednik Puigdemont je bil nekakšen kompromisni kandidat med strankami, ki tvorijo to jedro gibanja za neodvisnost, se pravi republikanska levica, demokratska stranka in pa KUP, to je gibanje za ljudsko enotnost, to je levica. In vse to je pripeljalo do tega, bistvo pa je tudi to, da so katalonske stranke skozi vsa ta leta uradni Madrid prosile za dialog, za pogovore o tem, kako naprej. Večina Kataloncev si je skozi ta leta bolj kot same neodvisnosti, bolj kot lastne države želela večje avtonomije, želela večje samouprave. V primerjavi z Baskijo smo omenili Baski, recimo, v svojem statutu avtonomiji pobirajo svoje davke, Katalonci nimajo svojih davkov, ampak te višino davkov določa uradni Madrid. To so določene razlike, Španija je z različnimi avtonomnimi skupnostmi sprejela različne statute avtonomiji in Katalonci so si želeli boljše razmere. Po gospodarski krizi se jim je zdelo, da preveč prispeva Katalonija kot ena od najbogatejših pokrajin v državi v skupno državno blagajno, s tem financira revnejše pokrajine, naprimer Andaluzijo. In vse to je šlo z roko v roki. Pri vsem tem je pa bistveno tudi to, da se Katalonci že od nekdaj počutijo svoj narod, imajo svoj jezik, imajo svojo kulturo, imajo svojo zelo bogato zgodovino, zelo krvavo sicer zgodovino, ampak vse to gre z roko v roki in mislim, da je gospodarska kriza temu sodu zbila dno, kot rečemo, da se je to tako bolj množično odražalo. Če grem morda zdaj v začetek oktobra, tik pred ta referendum, prišli so do točke, ko je bilo neizbežno. Katalonska politika je svojim volivcem obljubila, da bodo v 18 mesecih po pokrajinskih volitvah izvedli ta referendum. To so storili brez soglasja z Madridom, čeprav so si zanj ves čas prizadevali, so ga želeli. In zdi se, da je katalonske politike nasilje na referendumski dan vseeno presenetilo. Morda so vse skupaj šli nekoliko naivno, glede na zgodovino španske politike, glede na trdnost španske politike, še posebej pod vodstvom Mariana Rajoya, to smo videli ob različnih vprašanjih v preteklosti. Ampak to je pretreslo katalonsko družbo in v tistih trenutkih v začetku oktobra se je zdelo, da so dokaj enotni in 2. 3. oktobra, naprimer takoj po referendumu, je bolj kot celotna zgodba o katalonski neodvisnosti in avtonomiji in pravicah se zapeljala v zgodbo za demokracijo, za pravice ljudi, zato da se izrazijo na voliščih in zato da državna policija, pa civilna garda niti ni samo policija, je v bistvu vojaška enota s policijskimi pooblastili, da spoštuje svoje državljane. Potem pa se je zgodba politično tako zapletla, po mojih podatkih so bili siloviti pritiski iz Bruslja in stvar se je tako zapletla, da se je dejansko Puigdemont nekoliko umaknil, ni razglasil pričakovane neodvisnosti v prvih dneh oktobra. Potem je odšel v Bruselj in mnogi Katalonci, čeprav še vedno si želijo te neodvisnosti, so zmedeni, negotovi in razočarani, ker ne vedo, kaj se je zgodilo. In v zadnjih dneh oktobra, naprimer, smo lahko videli negotovost. Ljudje z nami, številnimi novinarji, niso več želeli govoriti, ker niti niso vedeli, kaj bi govorili. Ker so zašli v neko situacijo,
iz katere niso videli, kakšen je izhod. Še to z Baskijo morda. Veliko je primerjav z Baskijo v tem trenutku, zakaj pa Baski zdaj niso tako močni kot Katalonci. V Baskiji je trenutno podpora baskovski neodvisnosti nekje med 15 in 20%. To je zelo nizka podpora. Razlog pa je zelo preprost. V Baskiji se je dolgo prelivala kri, ETA je od leta 1958 do leta 2011 se borila za neodvisnost. Velik del baskovske družbe je to občutil na lastni koži. Danes si številni Baski potem, ko je utihnilo orožje, želijo sobivanja, miru in normalnega življenja. In to je v tem trenutku po teh krvavih letih prevladano. Hvala. Franko, preden bi Uršo vprašal nekaj o teh širših zgodovinskih pojasnilih, ki jih v bistvu popisujemo avtorji, avtorice v tej monografiji, mogoče tvoj krajši komentar na to, kar sta kolega povedala, predvsem to razmerje med Katalonijo in Baskijo, mogoče tudi ta tvoja izkušnja in kaj se je dogajalo v 90-ih, ko si iz prve roke opazoval dogajanje. Dobro. Najprej mislim, da sta oba nekje postavila temelje za razumevanje katalonskega vprašanja in tudi sedanjosti v Španiji. Dodal bi le to, ko je Adrian natančno povedal, da pač Baski si ne želijo več nasilnih rešitev in da je bila ETA, obdobje ETE precej krvavo, bilo je okrog 900 mrtvih. Bi dodal temu še to, da Baskija je vendarle, verjetno tudi zaradi nasilja, dosegla autonomije, ki jo je Adrian tudi na začetku omenil, ki je neprimerljivo boljša od vseh ostalih avtonomnih dežel v Španiji. Torej gre za fiskalno avtonomijo, gre tudi za pravosodno avtonomijo, za kulturno, za izobraževalno in z tega vidika ne samo Baskija, ampak tudi avtonomna dežela Navarra, ki je sosedna Baski in je vsaj polovično baskovska, ima po tradiciji nekakšen privilegiran status. Katalonija ne. Katalonija, kljub temu, da je bila od vseh dežel tista najbolj identificirana in najbolj prepoznavna zaradi jezika, zaradi zgodovine, zaradi kulture. Navsezadnje Katalonija je vstopila v zavezništvo, v skupno državo s Španijo v 15. stoletju po nekih čudnih porokah, oziroma je šlo dejansko za dogovor med monarhi, ampak znotraj te nove države, kjer je Kastilija pridobila vse več vpliva prav zaradi spreminjanja osi ekonomske moči pač iz Mediterana v Ameriko. Od takrat je Katalonija pač ohranila neko svojo identiteto, svojo avtonomijo, nekje praktično do 1714, ko pride dejansko do nasilne prekinitve te avtonomije in glej ga zlomka, tisti monarh, ki to doseže, je soimenjak in tudi prednik sedanjega kralja, torej Felipe V, Filip V, Filip VI pa se je s svojim nastopom takoj po referendumu, ko je skušal, ni skušal umiriti strasti, ampak je v bistvu udaril še dodatno, zaostril in v bistvu podprl vladno represijo. Torej že na simbolni ravni, recimo, ta primerjava je boleča za Katalonce, gre razumeti, da se ta duh republike, republikanski duh v Kataloniji krepi, in ne samo v Kataloniji, tudi v Španiji so nekateri politični akteri, recimo Podemos ali nedavno tudi Julio Anguita, nekdanji lider Združene levice, razmišljajo že na glas o novim ustavnem modelu za Španijo, ki naj bi bila federalna, torej zvezna, decentralizirana in predvsem republikanska. Seveda,
ta diskurs je boleč za sedanje elite, kajti gre dejansko za državo, ki je še zmeraj v določeni meri v tranziciji, ki ni dokončala svoje tranzicije, ustavlja se nekje tam 78. leta, ko so sprejeli demokratično ustavo, vendarle, demokratična ja, ampak precej kompromisna. In iz te nedorečenosti ustave 78. prihajajo pravzaprav vsi konflikti, ki so se danes nekje radikalizirali. Nobena vlada in nobena španska država ni bila sposobna postaviti na mizo neko posodobitev tiste ustave, tako da bi prisluhnila pričakovanjem nekaterih narodov. Recimo že na simbolni ravni priznanje naroda ali nepriznanje naroda, seveda je sprožil eno debato, ki se je potem ujemala z ekonomsko debato, torej za fiskalno avtonomijo, z dejstvom, da Katalonija prispeva 20% GDP-ja Španiji in 25% recimo izvoza v tujino, nima pa nobenega vpliva nad lastnimi davki. In seveda to je nekje bilo vedno neka bolečina za katalonsko oblast. Pri tem pa je treba povedati še nekaj. Katalonija je do absolutne zmage ljudske stranke, mislim, da je bila prva 2004, ni bila še absolutna, ampak je morala znati še paktirati s Katalonci, dokler je Madrid potreboval katalonske nacionaliste za to, da je izglasoval proračune, za to, da je pač vodil svojo nacionalno politiko, ni bilo ne duha ne sluha neodvisnosti v Kataloniji. Kajti na drugi strani sogovornik je bila Convergencia i Unió, torej koalicija dveh strank, ki sta bili nacionalistični, nista pa nikoli zagovarjali neodvisnosti. Jordi Pujol se je točno zavedal, imenovali so ga El Virrey, torej za kraljem je bil Jordi Pujol. In on je bil pragmatik in je točno vedel, da se vse kupuje. Katalonci so znani kot spretni trgovci, oni pravijo, da so potomci Feničanov, Fenicios, in da se je treba vedno dobro pogajati. In dejansko, dokler so bili koristni Madridu, se je to razmerje Madrid-Barcelona nekje vzdrževalo na eni, recimo, dokaj mirnem polju dogovarjanja, daj dam, kupili so, Madrid je kupil pač podporo Kataloncev in Katalonci so kupovali določene reforme v smislu potenciranja katalonske identitete. Takrat se je tudi odvijala ta jezikovna politika, šolska, ampak nikoli niso prišli do ključnega elementa, torej do avtonomne fiskalne politike. Kdaj se prekine ta dialog? Se prekine, ko aroganca ljudske stranke dobi krila in se zaveda, da ne potrebujejo več nobenega. Ko dobijo absolutno večino, in mislim, da je prav v času leta 2012, ko zmaga Rajoy, oni ne potrebujejo več Kataloncev in jih pustijo na cedilu. Od takrat se začejo tudi more družine Pujol, ki je vsekakor zapletena v raznih škandalih, ampak seveda to ni katalonska izjema. V Španiji je to žal sistem. Škandali in korupcija nekje so načeli v preteklosti. Gonzalove so socialiste, na to ljudsko stranko in seveda tudi katalonsko stranko kot oblastno stranko, ki se je stalno pogajala. To je bil nek sistem, ampak ko ni bil več potreben, Pujol je postal seveda tudi žrtev tega odkrivanja, razkrivanja raznih škandalov. In kaj se zgodi? Razpade ta desno-sredinska komponenta katalonskega nacionalizma, ki je bila pragmatična, ki je bila zelo realistična, zelo
preudarna, previdna in se potencira čista Katalonija. Torej tista Katalonija, ki ni imela nikoli oblasti, ki ni imela seveda korupcijskih afer in ki se je imenovala Esquerra Republicana, torej republikanska levica, KUP, ne, in kakšni novi subjekti, vključno s Puigdemontom, ki je bil dober župan v Gironi in ni bil pleten v raznih malverzacijah. Skratka, to je tisto ozadje, ko nastane pač konflikt, 2012. Rajoy ne potrebuje več Katalonce, opravičuje svojo centralistično politiko, ki je jo izvedel tudi iz opozicijskih klopi takrat, ko je izničil statut, torej statut avtonomije, z uporabo ali zlorabo ustavnega sodišča, potem vprašanje neodvisnosti sodstva je tudi še odprto v Španiji, zato govorim o tranziciji Španije, ker je prepletenost politike in sodstva, da ne govorimo o tožilstvu, izjemno velika. In seveda vse te okoliščine pripeljejo do radikalizacije in v Kataloniji normalno pridobiva moč tista čista nacionalistična komponenta, ki je nekje nova, ki je revolucionarna, ki združuje ne samo nacionalistične ideje, ampak tudi določeno komponento socialne revolucije. Od KUP-a, predvsem KUP, ampak tudi republikanska levica. Sostavim tukaj, pustimo za kasneje. In zdaj se premaknemo še za tisti nujni zgodovinski korak nazaj. Urša, mogoče kakšni so bili vplivi in so vplivi 40 let tranzicije na podlagi, seveda, potem, ko je Franco umrl, 75 vsega obdobja frankizma. Koliko v današnji politiki, v pravosodnem sistemu, v gospodarstvu tega vpliva frankizma in kako se ta vpliv danes prevaja v razmerja med Madridom in Barcelono? Ta razmislek, prosim. Ja, tako kot je naslov, pozdravljeni najprej tudi v mojem imenu, kot je naslov že malo provokativen našega govornika, ravno zato je 40 let tranzicije, se pravi, da tranzicija še ni končana in predvsem se ukvarja z vprašanjem demitificiranja obdobja tranzicije v Španiji. Tranzicija naj bi se začela leta 1975, ko v postelji umre general Franco, je konec nekje diktature in se začenja neko obdobje tranzicije, različna mnenja so, kdaj se ta tranzicija res zaključi. Samo to dejstvo, da umre v postelji, da je konjunktura v 70-ih letih s krizami gospodarskimi in strateškim pomenom tudi Španije za celotni zahodni svet, pripelje do tega, da pride do, kot je bilo že omenjeno par stvari tudi zgodovinsko, da pride do konsenza vseh političnih strank v Španiji, se pravi tako tistih, ki so bile nelegalne, od socialistične stranke, komunistov, pride do konsenza, da se sprejme ustava iz leta 1978 in to naj bi bila ta demokratična ustava, ki je za takratni čas seveda bila nek velik konsens, nek velik korak naprej, vendar vedno v luči, že takrat, ko so se pogajali, je bilo rečeno, da se bo ta ustava lahko tudi spreminjala. Predvsem v luči tega tako imenovanega federalizma. S to ustavo se Španija razdeli na tako imenovane avtonomne skupnosti, vendar obstajajo razlike. So tako imenovane zgodovinske avtonomne skupnosti, katerim se kasneje priključi še Andaluzija, ki imajo več pristojnosti prenešenih iz centralne vlade na same te avtonomne skupnosti. Te zgodovinske so seveda Baski, Galicici, Katalonci in potem seveda tudi Andaluzija. Oni imajo največ pristojnosti, da urejajo znotraj svojih pokrajin, avtonomnih skupnosti, zadeve. Prenešeno je šolstvo, zdravstvo, infrastruktura, ogromno, pravzaprav veliko, lahko govorimo o federalnem načinu, vendar seveda je bilo rečeno, da se ta pogajanja še niso zaključila. Kar je pomembno je, da pravzaprav, kar se v Španiji zgodi, moramo vedeti, da pride do kontinuizma.
za neko frankistično oblastjo, zato ker seveda stranke, ki so bili prej v ilegali ali pa politični subjekti, so bili šibkejši in so morali tudi pristati na določene zadeve. Strah je bil zelo velik v Španiji takrat, da bi vojska spet prevzela oblast, da bi spet zavladala neka avtoritarna, totalitarna oblast. Zato pride do tega tako imenovanega konsensa. Predvsem je v Španiji še danes zelo sporen in kar nove politične stranke, ki se rodijo iz gibanja ogorčenih iz leta 2011, kot je naprimer Podemos, predvsem leve stranke, zahtevajo je tako imenovani leta 1977 sprejet zakon o amnestiji, ki je opravičeval vse zločine storjene do leta decembra 1975. Ta zakon je še zdaj zelo sporen, kajti moramo vedeti, da tako ljudska stranka kot druge sile še danes niso obsodile frankističnega nasilja, niso razveljavljene sodbe sprejete na frankističnih sodiščih, politične sodbe in tako dalje. Tega je še veliko. Ampak zakaj je tranzicija tako pomembna? Tranzicija je pomembna enostavno zato, ker naj bi se takrat vzpostavila ta demokratična oblast. In tranzicijo je španska vlada, španske, predvsem dve stranke, katere smo omenili, elitne stranke, ki so postale elita, ljudska stranka in socialistična delavska stranka, prodajale kot model za izvoz. Suarez je bil v Sloveniji na povabilo Demosa, bili so na obisku, ko je razpadala tako imenovani vzhodni blok, v arabski pomladi se je to prodajalo kot model model tranzicija. In seveda zdaj, kar se poskuša in kar skušamo s to monografijo doseči, je predvsem ta demitifikacija te tranzicije. Ta demitifikacija pa ne nazadnje omogoča tudi to, da se začne pogajanje o spremembi ustave, da se začnejo pogajanja o tem, kaj je v Španiji danes narobe. Ne gre samo za katalonsko vprašanje, po mojem prepričanju, če se lahko zdaj navežem še na sogovorce, gre za to, pa ne me narobe razumeti, nasilje, ki ga izvedla Rahojeva vlada v Kataloniji, je vsega obsojanja vredno. Narod, kot je katalonski, mora imeti pravico do samoodločbe. Narod ni poimenovan v ustavi, poimenovan je narodnost. Kaj to pomeni danes, nihče ne ve, takrat je bil to nek kompromis, v bistvu se ga uporablja kot narod, ampak še danes nočejo sprejeti španski nacionalizem. Ja, španski nacionalizem še danes ne želi sprejeti tisti, ki so pripadniki neke plurinacionalne države. Vendar ne vsi Španci, imamo znotraj Španije, kot je Julio omenil, Branko omenil, imamo stranke, ki se borijo za to, da je Španija uradno tudi plurinacionalna država. Nasilje je seveda nedopustno, nek narod mora imeti pravico do odločbe, vendar pa je potrebno povedati, da se ta neenakost, da je ta socialna, po mojem mnenju, gospodarska kriza in socialno vprašanje nekako s tem, ko se postavlja v spredje nacionalno vprašanje, prekrilo za zastavami in to mislim, da je narobe. Evropska komisija je pred parimi dnevi objavila rezultate o, kako ne rečem, blaginji ali pa o življenju neenakosti med 28 članicami Evropske unije. Španija je skupaj z Grčijo, takoj za Romunijo in Bolgarijo. Potem je na drugem mestu po usipu v študijskem procesu, se pravi na drugem mestu tistih, ki zapustijo šolanje. To so zelo veliki problemi. V določenem trenutku gospodarske krize je bilo 60% mladih v Španiji brezposelnih. Brezposelnost je zelo velik problem Španije že v vseh časih po smrti Franka, dosega okrog 27–25%. In treba je tudi povedati, da vse te neenakosti, ki smo jim danes priča, je tudi stranka Puigdemonta v Kataloniji skupaj z RC in podporo KUP-a, ki je antikapitalistična, antievropska stranka, ravno tako podprla. V Kataloniji so uvedli zelo močno varčevalne ukrepe za 11,1%, naprimer je manj denarja v proračunu za socialne zadeve v primerjavi s proračunom iz leta 2010. 9,9% je manj za šolstvo, v katalonskem proračunu govorim, v
primerjavi z letom 2010. Se pravi, vse te stranke, ki so neodvisnost tudi prodajale kot izboljšanje socialnih razmer, so v svojih političnih dejanjih počele ravno obratno. Seveda pa je treba tudi povedati, da ta korupcija, ki je recimo, prebrala sem podatek, da je 1000 članov ljudske stranke obdolženih v raznih procesih na sodiščih, je tudi podvržena Puigdemontova stranka, ki je ves ta čas podpirala centralne vlade. Se pravi, gre za nek politični, po mojem mnenju, elitizem, ki skuša ohraniti svojo oblast. Enostavno jih je strah novih družbenih gibanj, novih diskurzov, vsaj po mojem mnenju. In še nekaj bi samo dodala, leta 2006, ko je bil predlagan ta nov statut Katalonije in je dobil to veliko večino, to ni bil predlog Puigdemontove stranke, ki je takrat vladala v tej koaliciji, ki jo je omenil Franco. Takrat je bila na oblasti za eno kratko obdobje socialistična stranka Katalonije in je bil to predlog Margala za spremembo ustave. Se pravi, tako da meni sami, tudi katalonski politiki, se pravi v tem nekem boju, mi vzbujajo, bom rekla, sum, seveda še enkrat ni opravičljivo nobeno nasilje, političnih zaporniki, sem absolutno proti, ampak mislim, da se s tem mahanjem zastavami in izkoriščanjem nekih emocij na obeh straneh, da se dela velika škoda. Hvala. Se je hotel še kdo oglasiti? Hotel sem nekje pod črto reči, da smo ugotovili nekaj ta zgodovinski kontekst, prenaša neke posledice za težave, s katerimi se danes sooča Španija. Gospodarska kriza, torej moralna kriza, vprašanje legitimnosti institucij, sodišč, ustavno sodišče je ravnalo bolj v smeri zahtev ljudske stranke, kot pa, da bi naslavljalo težave in kompleksnost španske realnosti. Ustavno sodišče ni tako izven te piramide sodne. Ustavno sodišče ima poseben status, zato je velikokrat vpliv politike, tudi v drugih državah, ker je izven te same sodne piramide, veliko močnejši. So pa ostanki, seveda, kar je... In kriza monarhije je omenil Franco. In bi zdaj v bistvu odprl dve temi. Eno je vprašanje medijev, medijska krajina v Španiji. Jaz sem bil dolgoletni bralec El Paisa in El Pais se je v tem zadnjem obdobju, bi celo lahko rekel, da piše tisto, kar pravi PP, torej Partido Popular, španska ljudska stranka, bolj kot da bi naslalo neke progresivne ali pa sploh neke ideje, izhode iz nastale situacije. In poleg tega vprašanja o medijih v Španiji, ki bi ga naslovil na Adriana, bi vprašal, bi vas prosil, če odpremo diskusijo o španski politiki, o španskih političnih strankah. Omenili smo ljudsko stranko, potem socialiste, ki danes v resnici pomagajo, da se Rahojeva vlada vzdržuje na oblasti, ki je, Rahojeva vlada je manjšinska vlada, in na drugi strani iz gibanja Indignados, torej, kako se prej prevedla, ogorčenih, je izrasla neka nova politika, Podemos. Že prej je obstajala v španskem parlamentu stranka Unidos, torej Združena levica. Nekaj analogij lahko verjetno vlečemo tudi slovenskim prostorom, ampak vendarle Podemos v bistvu prenaša v ta španski politični prostor neke sveže ideje, kliče po ustavni reformi, po republiki in tudi na temo katalonske zgodbe pravi, da v nasprotju z dvema največjima strankama, da je pravica Katalonk in Kataloncev legitimna, da bi torej Španija morala izvesti legalen referendum, na katerih bi se Katalonci odločali o morebitni samostojnosti. In me zato zanima vaše stališče, kaj se dogaja v španskem političnem prostoru, preden gremo recimo na to evropsko raven dimenzijo. Franko, Goran. V medijih, zanimivo vprašanje. Bom sam najprej začel. Pri Podemos je zdaj stvar je mečko zapletena. Njihovo uradno stališče še vedno sicer obstaja, da je pravica do samoodločbe pomembna samo stranka, se je tudi notranje začela krhati in trenutno v Kataloniji pred volitvami decembra velja veliko pričakovanje, kaj bo ta stranka storila. Zaradi tega, ker smo na, če gremo tabor tistih, ki bi združeni v Španijo in tistih, ki so
za neodvisnost je nekje 47-48% na obeh straneh in tisto vmesen prostor 2 do 3% je zelo pomemben, kaj bojo voditelji oziroma politiki Podemosa v prihodnjih tednih med kampanjo decembra storili, na katero stran se stvari lahko obrnejo. Sicer pa mogoče glede teh strank, no, se mi zdi zanimivo to, da smo videli že v letu 11, no, sta oba že omenjala to prvo skrhanje večje Španije, ki ni preživela tranzicije s temi množičnimi protesti, morda se spomnite, leta 2011 so začeli predvsem mladi, ampak tudi starejši taboriti na ulicah, bili so na vseh trgih, to so ti ogorčeni, in takrat so želeli pokazati, da ta dvostrankarski sistem, ki je bil uveljavljen v tej demokratični Španiji, več ne odgovarja novim razmeram, in takrat se je začelo v bistvu to pojavljati razmislek, da Španija takšna, kot je bila od konca demokracije pa do takrat, da ne služi več današnjemu času. Mogoče še za nazaj, no, za 80. se mi zdi zanimivo. Španija je iz diktature odbrzela, jaz ko vidim. Hitro se je vse odvijalo, smrt Franka, čez 3 leta demokratična ustava, potem je bil še leta 81 poskus vojaškega udara in leta 86 je bila Španija že članica Evropske unije. Se pravi, 9 let po smrti diktatorja, ko so bile stvari še precej v povojih, tako da Španija je hitro želela pozabiti težko obdobje, ni bilo pa nekega konkretnega razmislega, kaj se je zgodilo in kako bi mogla ta družba in politika naprej. No. Pričemer so arhivi še vedno zaprti, kar se nekje nonsens v demokratični družbi, da so arhivi iz časa totalitarnega režima zaprti in nedostopni. Te zadeve se non-stop odpirajo. Se letos je parlament po dolgem času vladi naložil, da bi posmrtne ostanke Franka, ki so v Valle de los Caídos, tam, ker so pač žrtve obeh strani, da bi jih premaknili. Zdaj ne vem čisto točno, mislim, da se to še ni zgodilo. Pa Primo de Rivere, tega drugega diktatorja, ustanovitelja Falange. Mislim, Španija dejansko, če pogledamo 20. stoletje, po moje je v Evropi država z najdaljšo diktaturo, 2 diktaturi dejansko in zdaj šele 37 let država v demokraciji plus 3 ali 4 leta druge republike. Portugalska pa Grčija, ne samo oni so odstavili drugač diktatorja, ni umrl poslija, ne? Ja. Si ni spravil svojega naslednika, ne? Dobro, če se premakne te medije, no zdaj še na to, kar je bilo vprašanje dejansko. Španski mediji so izjemno vlogo odigrali v zadnjih mesecih in kot že omenjeno, El País je veljal za enega bolj progresivnih, razsvetljenih, ne samo španskih, evropskih časopisov. Bil je na primer, če se spomnite primera Wikileaks, eden od 5 evropskih časopisov izbranih za razkritje, tako ja. Bil je eden od vodilnih, zdaj pa so se uredniško pač odločili, da so državotvorni, tako jaz ne bom pozabil pred referendumom, v petek pred referendumom, ko so katalonski politiki predstavili volilne skrinjice, ki so jih dolgo časa skrivali, da jih ne bi Španija odkrila, je bil naslov v El Paísu Katalonija predstavila plastične zabojnike kot volilne skrinjice, kar je zelo nazorno pokazalo odnos tega španskega medija do katalonskega vprašanja, do pravice Kataloncev, da odidejo na volišča. Vsi njihovi članki so o nezakonitem referendumu, o tem, da politiki, ki ne spoštujejo ustavo, delajo to in to in to. Se pravi, vedno nazorno pokažejo svoje stališče. Po drugi strani, španska nacionalna televizija je 1. oktobra izvedla primer nekorektnega novinarstva. Temu so se sicer kasneje uprli tudi tamkajšnji zaposleni. Predstavili so 23 primerov napak, ki jih je španska javna televizija na referendumski dan naredila. Jaz lahko omenim na primer to, da vsi smo videli policijsko nasilje
V srednjem dnevniku španske televizije ob 9. zvečer so o policijskem nasilju poročali šele na 11. minuti. Ne vem, čez dan so pokazali recimo prizore neke ženske, ki je menda v volilno skrinjico na tleh nekaj vrgla. Ampak to je dejansko vzeto iz konteksta, ker verjetno je bila ta volilna skrinjica na tleh, potem ko je policija prišla tja, ker policisti so res brutalno udirali v... Verjameš, da gre pri tem za pritisk politike, vlade, ali gre v resnici za neko samocenzuro španskih medijev glede na delikatnost stvari, ki so se dogajali? Oboje je. Ljudska stranka ima precejšen vpliv na špansko javno radio televizijo in po drugi strani, če pogledamo pa zdaj katalonski javni medij, sicer je bila grožnja, da bi v skladu s 155. členom španske ustave, ki ga je sprožila španska vlada, da bi prevzeli nadzor nad, se pravi, katalonsko javno radio televizijo, Radio Katalonija pa TV3. To se na koncu zaradi pritiska ni zgodilo v smislu, da bi postavili novega direktorja katalonske javne radio televizije, ampak so pa odvzeli z druge strani financiranje delovanju teh medijev. Lahko rečem, da moje izkušnje so bile, da katalonski radio, katalonska televizija sta zelo korektno poročala o vseh zadevah, poročala sta tako o shodih za neodvisnost kot o tistih za enotnost Španije. TV3, ja. Ja, zdaj želijo ukiniti, mogoče je to zanimivo. Predsednik ljudske stranke v Kataloniji je ta teden rekel, da želijo na katalonski javni radio televiziji namestiti normalne in pluralne ljudi. To je bil isti, mislim, da človek, šef PP v Kataloniji, ki je predvidel, da v primeru, da ne zmagajo ta pravi 21. decembra, da bodo ponovno zamenjali oziroma zamenjevali. 155. člen bojo obdržali. Tako, to je on rekel, pa mislim, da je zadnjič že Rajoy nekaj namignil v tem smislu, da bi se lahko to zgodilo. Ker pač spoštovanje ustave je v Španiji po mnenju španskih oblasti na prvem mestu in tudi, če zmagajo nasprotniki, bodo mogli spoštovati. Rajoy pravi, da bodo spoštovali rezultat volitev, ampak da novo izvoljeni bodo morali spoštovati špansko ustavo. Stvar bo zapletena. Ti se je hotel odzvati, pa... Ja, ker ne. Ta medijska zgodba se mi zdi zelo zanimiva. Jaz sem pač sirota El Paisa. Od svojih mlajših let, že iz 70-ih let, konc 70. leta sem bral El Pais in sem bil prepričan, da je to ta pravi časopis, da je to res nek zgled naprednega in hkrati objektivnega poročanja. Na koncu pa sem ugotovil, da je kar nekaj novih, predvsem spletnih časopisov, ki se pojavljajo, ki jih je vredno upoštevati. Jaz sem se nedavno včlanil in plačujem pač članarino, tako da v bistvu sofinanciram eno zadrugo novinarsko, ki se imenuje Diario.es, Diario Español. Oni se financirajo s crowdfundingom, ti novi, ki so sam na internetu časopisi, novejši Španiji, se financirajo s temi donacijami. Tako da... To je rezultat krize bil. Ja, in oni so povezani z The Guardian. Imajo precej podobnosti, nastopajo pa zelo neodvisno in zelo kritično. Bom dal en konkreten primer. El Pais, če se spomnite, že ko se dogajali turbulence znotraj socialistične stranke, ko so torpedirali Sancheza in želeli postaviti spet na mesto sekretarja stranke nekoga, ki naj bo poslušen, ki naj bo predvsem nenaklonjen katalonskim pričakovanjem. Takrat se je Pais prav neposredno postavil proti Sanchezu, vodil je kampanjo proti temu edinemu sekretarju, ki je bil tudi neposredno izvoljen v socialistični stranki na primarnih volitvah. In takrat seveda je bilo jasno, da za El Paisom stoji neka gospodarska struktura, ki je del
te gospodarske piramide, ki v tem trenutku vodi gospodarsko krizo v Španiji. To je grupa Prisa. Torej, skupina Prisa, ki je zelo heterogena, ima seveda medije, ima tudi druge interese in za Priso seveda obstajajo vsi možni karteli in gospodarske družbe, ki obvladujejo španski prostor. V bistvu ni več ključnih, bistvenih razlik med desnico in levico glede gospodarskega obvladovanja. Govorim o tisti tradicionalni levici in o tradicionalni desnici. Gospodarsko ozadje je zelo prepleteno, je zelo podobno in močno vpliva na medije. El País je postal glasilo grupe Prisa. Grupa Prisa seveda pa je zainteresirana za ohranitev Španije, kakršna je. In torej ni nobenega interesa, da bi podpirala nekih novih gibanj, nekih razmišljanj o federalizaciji Španije. Recimo, na simbolni ravni, kdo poseblja interese grupe Prisa? Stari socialistični lider Felipe González. Alfonso Guerra, pa da ne govorimo o andaluzijski predsednici Susani Díaz. Skratka, tista socialistična elita, ki zelo nasprotuje vsakršni spremembi. Sanchez je bil za njih, v bistvu veste, da Sanchez ni noben radikalec, noben pravi levičar, je pač nekdo, ki je hotel vsaj malo prisluhniti, odpirati vrata novim glasovom in se malo približati celo tem gibanjem na Podemos, pa so mu hoteli to preprečiti na vsak način. Zato so najprej so ga obglavili, na to pa seveda je zmagal na volitvah, ampak El País je ostal trdno na tistih, recimo, ortodoksnih stališčih. V katalonski krizi se to kaže še posebej. El País v določenem trenutku celo prehiteva Rajoya in vlado po desni. V informaciji oziroma dezinformaciji. Poglejte, teza o rusko-venezuelski zaroti, ki se je pojavila pred 3 tedni. El País vsak dan je poročal o tem, da Katalonija je sad neke blazne zarote Putina, Madura, manjka je samo Kim Jong in mladina. In potem pa, seveda, to je bilo nekaj tako paradoksalnega, so celo objavili fotografijo Oriol Solera, to je katalonski založnik, ki je šel na obisk k Assangeju v Londonu. Seveda so ga slikali in so dokazali, da zarota je nastala tam, pri Wikileaksu, pri Assangeu in seveda v navezi s Putinom in z Madurom. To je País pisal vsak dan. Dokler ni Diario Español, ki pač malo bolj neodvisen, ugotovil in objavil podatke o prepletenosti grupe Prisa in El Paísa z ruskimi mediji. Leta 2016 je ne vem koliko milijonov El País dobil za objavljanje ruskih časopisov, nekih ruskih španskih prilog. No in potem so utihnili. Potem ni bilo več govora o ruski zaroti, in to se je odvijalo prav v teh dneh, če ste malo sledili prav te alternativnim medijem. Tako da ta medijska plat je izjemno zanimiva. O tem piše tudi Bojan Brezigar v svoji knjigi, ki je bila predstavljena 24. 6 dni v Kataloniji. On je analiziral naslove člankov in poročanja pred referendumom in takoj po referendumu in je dejansko gotovo to, kar pravi Adrian. V oficialističnih, torej v uradnih časopisih, v španskih časopisih ni bilo praktično fotografij,
ki pa so pretresle svet in ki so bile objavljene v mednarodnih časopisih. Ne. Je bila nekakšna cenzura, nek geslo vseh je bilo, dajmo umiriti žogo, dajmo dokazati, da ni bilo tako hudo, kot je v resnici bilo, in v določeni meri so tudi dosegli. Na politični ravni pa mislim, da je največji problem Španije v tem trenutku in tudi levice, pa še posebej Podemosa, da žal so ugotovili nekaj, da antikatalanizem po Španiji obrestuje politično. In ko so to razumeli, dejansko se je začela dirka k španskemu nacionalizmu. Kdo je večji patriot? In seveda Sanchez, ki je bil v zelo neugodnem položaju, je stranko popeljal tja, kjer so mislili, da bojo zadržali nekaj glasov, da jih ne bojo izgubili. Ker žal, jaz sem živel v Madridu 4 leta in pol. Iz perspektive Madrida lahko trdim, da je odnos do Katalonije precej konflikten. Do Kataloncev in do katalonskih zahtev, torej do katalonske avtonomije, povprečen Španec gleda zelo, zelo sumljivo. Vzvišeno, tudi arogantno. In tudi vzvišeno, predvsem ne pa... vsi. Ne, Ampak predvsem... nacionalisti. Predvsem pa jih je strah, da se bo nekaj grdega zgodilo njim, Špancem, da bojo izgubili nekaj, no skratka, mi to zgodbo poznamo. Jo poznamo že iz prejšnjih desetletjih v Jugoslaviji. Mogoče Dušan Plut bo kaj povedal, ki ga vidim tam, pa on je bil eden glavnih akterjev v tistih časih. Ampak dejstvo je, da to antikatalonski duh žal politično obrestuje, to je razumel Rajoy, ampak je to izpeljal tako nerodno s svojo ljudsko stranko, da v bistvu profite ni kasirala ljudska stranka, temveč kasira predvsem stranka Ciudadanos, ki se obeta na naslednjih volitvah v Kataloniji, v tistem taboru, ki je proti neodvisnosti, govorimo. In v Španiji, kot vodilna stranka, na račun ljudske stranke, ki pa bo ostala zelo marginalna, tudi v Kataloniji. Je že zdaj. Je že zdaj, ampak zdaj vlada z 155 členom, mislim, to je paradoks. Stranka, ki ima 8% glasov, vlada tiransko, vlada v Kataloniji v tem trenutku. Po volitvah, verjetno bo stranka Ciudadanos najmočnejša konstitucionalistična stranka v Kataloniji in tudi v Španiji lahko prehiti Podemos in postane tretja ali celo druga, če bo prehitela tudi socialiste, stranka v parlamentu. Kdo so Ciudadanos? Mladi, lepi, uspešni, delujejo zelo tako samovšečno in zelo samozavestno, dejansko so šolani. Kdo stoji za njih? A so oni liberalci? Ne, niso liberalci. So kvečemo neoliberalci. Neoliberalci. So desničari. Je pa neka nova desnica, za katerim stojijo stari desničari, recimo, ve se, da je José Aznar, eden od svetovalcev, in ti lepi fantje bojo verjetno prepričali marsikoga v Španiji, ker oni dajo vtis, da prihajajo iz civilne družbe, da niso skorumpirani, kot je ljudska stranka, da želijo si želijo unitarno Španijo, so izjemno... Proevropski so. Je proevropska v smislu Tajanja in Junckerja, torej neoliberalno proevropsko. So pa izjemno arogantni in ne bojo popustili niti za milimeter, recimo, katalonskim ali baskovskim ali drugim avtonomistom. Oni so zelo centralistični,
Vsebinsko bo to ena homogena velika koalicija, verjetno. So pa nastali v Kataloniji, no, mogoče to, ker So- so iz Katalonije. So iz Katalonije, Ja. ja. Oni so v bistvu špansko jedro v Kataloniji. Gorazd, če se premaknemo na evropsko raven, glede na stvari, ki so se dogajale, bi pričakoval, da bo, sploh ko gre za nasilje nad volivkami, volivci, na sicer, kot trdi španska oblast, nelegalnem referendumu, je bila vendarle evropska javnost precej šokirana, mediji in najširša javnost, in smo verjetno bili v pričakovanju, da bo tista Evropska unija, njene institucije, ki zagovarjajo, ki temeljijo na človekovih pravicah in tako dalje, na nek način reagirali. Ali ocenjuješ, da je šlo za, pri tem molku evropskih institucij zgolj za to, da politična večina v Evropskem parlamentu in šef Evropske komisije, ki spada v Evropsko ljudsko stranko, kamor spada tudi šef španske vlade Rajoy, je to celotna enačba, torej iti dati glas, stati za svojimi v državi članici, ali ima zgodba nek daljši rep oziroma še druge kontekste? Ocenjuješ reakcijo Evropske unije? Ja, Evropska unija oziroma evropska politika niso samo bruselske institucije in tamkajšnji pač pa so tudi državniki različnih članic. Ne? In praktično nikjer izid katalonskega referenduma ni dobil neke podpore. Morda nekaj načelnega solidariziranja se strani nekaterih slovenskih politikov, ampak to solidariziranje je bilo tako, ne, pri predsedniku parlamenta, ki je pač zelo izobražen človek, dober v epistemologiji, družboslovju in podobno, je bilo izrečeno na ravni neke normativne politične teorije, ne pa na ravni uradnega državnega stališča. Predsednik Pahor je govoril o simpatijah slovenskega naroda, ampak to je izjavil v trenerki, ko so ga med predvolilnim tekom nekje sneli, neko jutro. Oglasil se je bivši predsednik države Kučan, ki pa pač danes nima nekih uradnih pooblastil. Kar zadeva ostale države in pa seveda sam Bruselj so pa odločno izrekli podporo španski ustavnosti in s tem enotnosti. Mislim, da so katalonski voditelji, ki so se spustili v to avanturo z referendumom in razglasitvijo neodvisnosti, marsikaj podcenili, med drugim so podcenili tudi možnosti, da dobijo podporo od zunaj. Predvsem je bila zgrešena ta ocena, da bo Evropska unija podprla izid referenduma preprosto zato, ker podpira demokracijo in ker ne bi bila demokracija jedrna vrednota Evropske unije. Mislim, da je to napačno razumevanje Evropske unije. Evropsko unijo je treba razumeti kot tehnokratski projekt z neoliberalnimi cilji. In tako za tehnokrate kot za neoliberalni program je demokracija nekaj, kar je treba omejevati, kar ne sme imeti prevelikega vpliva na ključne odločitve, zlasti ne na tiste, kjer bi šlo za poseg v vodilne ekonomske interese. Tako da tisto vodstveno jedro Evropske unije, jaz ne vidim, na podlagi katerih ideoloških nagibov bi lahko pričakovali od njega, da bo intrinzično naklonjeno demokraciji kot takim. Mislim, da se je izkazala tudi neka iluzija o tem, kaj naj bi Evropska unija bila. Leta in leta so nam govorili, da je Evropska unija nek postdržavni projekt. Projekt, ki je ukinil nacionalizme, ki je vzpostavil odprt, pretočen prostor, v katerem stare nacionalne meje niso več pomembne, nacionalni egoizmi grejo v ozadje in ljudje se lahko svobodno selimo in se zaposlujemo, študiramo in tako naprej, kjerkoli znotraj šengenskega območja. Če bi to držalo in če bi Katalonija razglasila neodvisnost na ta način, da bi izjavila, da hoče nadaljevati s svojim članstvom v Evropski uniji, v Schengenu, v evru, potem seveda bi bilo z tega stališča, tega postdržavnega prostora precej irelevantno, kje so meje, kakšne so meje, ali se neka država razdeli na več novih držav, če pač sama državnost ni več pomembna. Ampak izkazalo se je, da so evropski politiki seveda se postavili na stališče
interesov nacionalnih držav, tudi vzajemne solidarnosti med egoizmi nacionalnih držav in zdaj pač vsi podpirajo enotno Španijo, ker prvič ne vedo, ali se ne bo tudi pri njih kdaj zgodil kakšen separatizem in drugič zato, ker se je evropska politika po mojem v zadnjem obdobju preoblikovala nazaj v prizorišče nacionalnih egoizmov oziroma uveljavljanja predvsem nacionalnih interesov. Na tem je sicer fasada skupnih evropskih institucij, ki so pa benigne, ko je treba razrešiti katerikoli večji problem. V bistvu bi katalonski voditelji morali predvideti, da se evropska politika da je pravzaprav opustila tisto postdržavno idejo Evrope že ob ravnanju držav članic ob begunski krizi. Namreč takrat so države, ki so imele pravzaprav skupni problem, pokazale, da nikakor niso zmožne tega problema reševati skupaj in v neki medsebojni solidarnosti, če odmislim solidarnost do samih beguncev, govorimo o solidarnosti do držav, ki mejijo na Mediteran in kamor pač vsak dan prihajajo velike množice beguncev in jih potem druge države članice nočejo sprejeti. Še več, ko je bil tisti vrhunec pač aktivnosti balkanske begunske poti, so v bistvu države, članice Evropske unije ali pa tudi ne članice, začele uporabljati begunce kot nek projektil. Začele so se jih podajati kot nekaj, kar povzroči probleme sosedov. In vse po vrsti so ravnale tako, da so se zapirali pred sosednjo državo, iz katere bi lahko ta nezaželeni projektil prišel in v več primerih poskušale begunce podtikati naslednji državi na tej tranzitni poti. Bruselska politika, skupne evropske institucije pa niso pokazane nikakršne moči, da bi ustavile to verigo nacionalnih egoizmov. In pač v takem kontekstu računati, da te bo nekdo podprl iz principa, zaradi privrženosti demokracije ali čemu podobnemu, je preprosto naivno. Jaz mislim, da odcepitve dobijo podporo iz tujine nekako v treh primerih, če pogledamo različne zgodovinske primere. Prvi primer je ta, da tista entiteta, ki se odcepi, s serijo postopnega ali pa hitrega uveljavljanja de facto suverenosti vzpostavi neko nepovratno stanje, ki ga je potem mednarodna skupnost hočeš nočeš s časoma prisiljena priznati, kot neko novo dejstvo na terenu. Drugi primer je, da se včasih mednarodna skupnost odloči, da bo priznala neko odcepitev, če vidi, da je to edini način, da bi se dalo končati nek zelo dolgotrajen in zelo krvav konflikt. To je primer recimo iz obdobij dekolonizacije. Tretji primer je pa takrat, ko imajo regionalne sile interes, da pomagajo razbiti neko sosednjo državo, zato da bi lažje obvladovale manjše države, ki so nastale na njenem ozemlju. In v primeru razpada Jugoslavije so se po moje vse tri okoliščine v večji ali manjši meri poklopile, v primeru Katalonije pa nobena. Tisto, kar je problem za Katalonce, je to, da so se katalonski voditelji lotili tega projekta skrajne opcije, razglasitve neodvisnosti na diletantski način, ne da bi pretehtali mednarodne scenarije, ne da bi tudi pripravili ukrepe za to, da začnejo izvajati suverenost, če so se odločili za to skrajno varianto. In pa še nekaj, mislim, da cela ta zgodba o neodvisnosti ne bi smeli niti danes obravnavati kot nekaj, kjer imajo Katalonci samo dve izbiri, ali popolna samostojnost ali pa unitarizem brez kakršnih koli sprememb. Treba bi bilo razmišljati tudi o mestnih variantah, mogoče o tem, da se nekako doseže tudi izsili vrnitev opcije obnovitve tiste stopnje avtonomije, ki je bila že nekoč usklajena z Madridom in dogovorjena. Ampak realno je ta možnost.
Ja, glede na to, da je bila ta... z razrastom nacionalizma v Madridu vse manj. Problem je pa v tem, da tudi katalonski voditelji niso pripravili različnih scenarijev. Ne? Če se greš tako radikalno politiko, moraš imeti po mojem pripravljene vse mogoče scenarije. En scenarij je ta, da bo konflikt eskaliral do oboroženega konflikta in da moraš pripraviti pogoje za vojskovanje, ampak seveda v tem primeru moraš imeti tudi bistveno večjo in enotno podporo ljudstva, kot zdaj je. Drugi je ta, da oborožen konflikt ni potreben, da pa so drugačni pritiski in da moraš potem znati postopno uveljavljati suverenost, se mogoče zmeniti za prehodno obdobje ali pa delati zelo postopne korake, ne pa brez glavo pod pritiskom ulice takoj razglasiti neodvisnost, ne da bi imel pripravljene institucionalne ukrepe. In tretji scenarij, ki ga mora pragmatična politika imeti v takem primeru v predalu, je ta, da nekako izpelje zamrznitev opcije osamosvojitve in poskuša izpogajati, tudi mogoče s pomočjo tujine, vrnitev tiste variante za avtonomijo. Čeprav se izkazuje, da nič od tega ni bilo realno na mizi, glede na izrazito trmo. Bojim se, da nič od tega Puigdemont sploh ni imel pripravljenega. Ne? In zato... Ampak tudi verjetno potisnjen je bil v te skrajnejše različice ali odločitve zato, ker je centralna vlada v bistvu silila Katalonce do te točke. To bi moral predvideti. Pa tudi verjetno pripravljeno. In bojim se, da tudi decembrske volitve pravzaprav ne obetajo nobenega zelo dobrega scenarija. Ne? Če zmagajo stranke, ki so razglasile neodvisnost, bo verjetno Rahojeva vlada podaljšala odvzem avtonomije in računala s tem, da bi počasi en del Kataloncev, čeprav jih seveda boli, ne, to, da so s policijo preprečili glasovanje, da bo vendarle nekako otrpnil v neki resignaciji, ne, v nekem razočaranju. Manjšina se utegne radikalizirati, ampak to je za Rahojevo vlado še bolj dobrodošlo, ker tako manjšino se potem še lažje obvladuje z represijo in se tja še bolj usmerja pozornost. Lahko se zgodi, da bo ustavno sodišče tik pred volitvami prepovedalo stranke, ki so razglasili neodvisnost, ali pa prepovedalo kandidaturo nosilcev teh strank in jih s tem izločilo iz igre in tudi vplivalo na rezultat volitev. Ampak brez tistih scenarijev ukrepanja tudi to ne pelje nikamor drugam kot po moje v diferenciacijo Kataloncev, nekateri bojo šli v razočarano resignacijo, nekateri mogoče v neko radikalnejše ustrajanje. Če zmagajo unitaristi, pa seveda spet mislim, da je to voda na mlin Rahojevi politiki. Tako da mislim, da v vseh teh primerih je ključni dejavnik ta, da katalonska vlada, ki je zdaj že odstavljena, pač ni pripravila različnih scenarijev ukrepanja in ni začela izvajati pametnih ukrepov po tistem dnevu. Pri čemer je tudi širša evropska politika, kontekst je bil naklonjen, mislim, da v 25 od 28 držav članic je na oblasti desnica, konzervativci, tako da si predstavljam, da če bi leve politike ali pa levo-sredinske vlade po Evropi, bi vendarle jasneje, glasneje pritiskale na Madrid in bi se lahko zgodil vsej ta začetek dialoga, ki se pa zdaj ni zgodil, zato ker je cela Evropa stala za Rahojevimi odločitvami. Ja, ampak najbrž moraš imeti v tem delujočo diplomatsko mrežo, govorimo o Kataloniji, ki seveda hodi na nešteto logističnih sestankov, razlaga situacijo in upa, da se bodo oglasili mogoče vsaj v zvezi z nekimi proceduralnimi verdobijami, kot je recimo poseg policije na same volitve. Katalonci so hodili okrog v teh misijah svojih, niso bili sprejeti pri velikih uradnih državnikih na oblasti, ampak oni so se, tudi v Sloveniji so se zanimali za to, kako je Slovenija izvedla svojo osamosvojitev. Mislim, da je problem morda nekje drugje. Gre za, če to vodi Puigdemont, gre za nek konzervativni nacionalizem, gre za referendum, ki dejansko, če je malo provokativna,
ni imel ne političnih, ne demokratičnih garancij. Bil je sprejet v parlamentu samo s temi 3 strankami, ki so v koaliciji. Ponujal je to, kar je že Gorazd omenil, samo 2 možnosti, a ne neodvisnost ali pač ostati v Španiji. Moramo vedeti, da vsaj po zadnjih anketah, to sva se z Adrianom prej pogovarjala, da danes, seveda po nasilju, se je dvignil ta odstotek Kataloncev, ki si želijo neodvisnost, ampak nekih točnih številk nimamo. A ne? Do takrat je bilo recimo za neodvisnost, se pravi pred samim nasiljem, okrog 48% ljudi. A ne? Ne morete izignorirati 52% ljudi, ker potem isto počnete, kot počne Rajoy, ki negira in kar seveda ni prav, nezadovoljstvo 2,5 milijona Kataloncev, ki si želijo nekaj drugega. In kot pravi modri politik bi moral znati temu prisluhniti in se iti pogajati. Ampak to, kar je naredila katalonska vlada, jaz ne verjamem, da ni pričakovala nasilja. Od španske policije, od španske civilne garde in od Rajoyeve vlade je bilo nasilje več kot pričakovano. Morda so mislili, da bodo dobili večjo podporo Evropske unije, a ne, s tem nasiljem. Referendum ni ponujal nobenih garancij, ne kvoruma, ni bila organizirana debata, ni bil, poleg neodvisnosti se ni ponujal, kar že skozi trdim, da gre za politične elite, ki se povezujejo s kapitalom in z mediji. Sam projekt neodvisnosti ne ponuja socialnih sprememb, ne ponuja nekih alternativ. Govorijo samo o neodvisnosti. Kaj je zadaj, kako bo Katalonija bolje živela, če bo sama imela davke, kako bo Katalonija socialne razmere spremenila, o tem se nihče ne pogovarja. In to je tisto, kar me strašno moti. S tem, da sem za pravico do samoodločbe. In tukaj mislim, da bi lahko Evropska unija pa primaknila svoj piskrček, da bi zagotovila s pritiskom na Rajoyevo vlado, da se izvede v Kataloniji referendum, ki bo seveda postopno potekal skozi vse te faze. Kampanja, denar za obe strani, se pogajanja o tem, kaj bo, o čem se vse se bo na referendumu odločalo, tako kvorum, a ne. Še Kanada je imela nek, kako se temu reče, lej deklaridat je sprejela, preden so omogočili. So neki, ni bilo tako ad hoc vse narejeno. In vi morate vedeti, da 155. člen je seveda nekaj, kar se je zgodilo prvič v demokraciji, kar se ne bi smelo zgoditi, ampak isto uveljavlja Rajoyeva vlada tudi v primeru Madrida, ker mu ni povšeči županja Carmena, je blokiral proračun. Proračun, ki je ona ne vem koliko denarja prihranila, želi izboljšati javno infrastrukturo, socialne pravice in je enostavno zablokiral denar, češ da krši nek zakon, ki je bil sprejet v času krize, krši ga pa centralna vlada in 600 drugih občin. Tako da ta politika kaže na to, da enostavno, pa če je to zastavljeno tako ali drugače, gre za neke elitne stranke, ki enostavno nočejo spustiti oblasti. In to ni samo v Španiji, to je danes v celotni Evropi. In zato tudi neodzivnost Evrope. In kar nova družbena gibanja govorijo in kar pri nas morda se manj govori, je to, da alternativa obstaja. Se pravi, alternativa temu, kar nas nenehno hranijo, s tem, da ni alternative, da moramo varčevati, da moramo imeti ta sistem, to enostavno ni res. Začeti se je treba pogovarjati o možnostih alternative. In ena od alternativ je pač seveda Španija kot republika, federalno, konfederalno urejena republika. To je ena od alternativ. So pa tudi alternative na socialnem in gospodarskem področju, ker s tem nas dominirajo, ker danes se politične elite, ker smo o medijih govorili, povezujejo takole z mediji in s kapitalom. Eno in isto je danes to. Sploh ne moramo več govoriti o razločevanju, razen seveda s temi mediji, ki se pojavljajo, ki delujejo samo na internetu, imajo omejena sredstva, se financirajo s crowdfundingom. Tako da mislim, da je problem še veliko globji. In tudi zakaj se Evropska unija morda ne odziva, je predvsem zato, ker gre za iste elitne vlade in mogoče, kar je bilo omenjeno, da je bil tudi profesor Plut prisoten,
Geografi so upozorili na eno zelo zanimivo stvar, kar je meni zanimivo, na strateško pozicijo Španije na Iberskem polotoku. Že leta 1955 je bila sprejeta OZN v času diktature, čeprav je OZN obsodil, da je fašistična država, zato ker je služila za boj takrat zahodnega sveta proti tako imenovanemu komunističnemu svetu. In so Američani postavili vojaške baze v Španiji in mislili, da je bila sprejeta v NATO, da je bila sprejeta v OZN. Tako da tudi tega strateškega, teh igric morda ni za zanemariti. Gorazd in Franko sta se javila še k enem komentarju, pol pa, ker smo približno uro in pol že v razpravi, bi odprl, če je še kak komentar, vprašanje iz publike. Torej, da vidva zaključujete ta prvi del. Kratka replika na Uroša. Simpatiziram s vami stališči, ampak formalno je pa po moje tako. Na samem referendumu o državnem statusu seveda ne moš odločiti o bodoči socialni usmeritvi, o socialnem modelu. To je preprosto stvar vsakih volitev posebej, potem ko bodo. Referendum je pač odločal o tem, ali se Katalonija odcepi ali ostane tako, kot je. Celotno dogajanje, če ostanem na tej ravni, pa zanemarim tisto razsežnost socialnih politik, celotna sedanja Rahojeva blokada teh procesov in pa nekompetentnost katalonskih voditeljev, da bi začeli izvajati politiko, ki so jo sprožili z referendumom, se pa bojim, pelje tudi v to smer, da bo tudi opcija avtonomije preprosto postala onemogočena in se še lep čas ne bi mogla vrniti na agendo, čeprav bi ravno s tem političnim kompromisom lahko presekali sedanjo pad pozicijo razelektritev in ne nazadnje najbrž bi bilo to tudi tisto, o čemer bi se velika večina katalonskega prebivalstva lahko poenotila. Tako tisti, ki so glasovali... Celo ubili, so ustrelili potem zadnjega predsednika, ki je to si drzno, kompanje. Ampak zdaj situacija dejansko omogoča razmišljanje tudi v smeri bolj poglobljene debate znotraj Španije. Če ste opazili, v zadnjih dneh se vsi umikajo iz svojih radikalnih stališč, tako Katalonci, ki ne poudarjajo več toliko enostranske odcepitve, celo republikanska levica se počasi umika in danes, recimo, so ti priprti predstavniki katalonske vlade izjavili, da so pripravljeni spet deklarirati, se spet predstaviti pred sodniki in nekako skoraj sprejeti logiko 155. člena. To, kar je storila tudi predsednica parlamenta Forcadell, zato, da jim bi bilo omogočeno sodelovati v volilni kampanji iz prostosti, ne v zaporu. To, da so bili Katalonci neusklajeni, pa nekoordinirani, pa seveda je vprašanje, kajti ta umik Puigdemonta in dela vlade v Bruselj, ki je zgledal neko dejanje, nečastno dejanje, nekdo je utekel, druge pa so zaprli. Jaz mislim, da je bilo med sabo zelo usklajeno. Da se je katalonska vlada dogovorila na način, da bo en del te vlade ostal zunaj Španije, a vendarle v Evropski uniji. Izbrali so državo, za katero so vedeli, da pravni sistem ne omogoča takošnje izločitve in praktično vodijo predvolilno kampanjo iz Brusla. Tako, da se jim stalno pridružujejo Katalonci, katalonski župani, katalonski politiki, imajo glas, ki ga ne bi imeli sicer. Torej, tukaj niso storili napake, so storili nekaj zelo racionalnega. To je moteče za špansko vlado, za Rajoya zelo moteče, je neka frustracija, ker vidijo Puigdemonta, kako se sprehaja po Bruslu, ima svoje tiskovne konference in vse več zanimanja evropskih medijev. Je bil pač zdaj na glavni radijski postaji nemški, govoril je v The Guardianu, je imel dolg intervju, skratka je glas, ki se ga sliši in ki bo verjetno vplival v katalonskih razmerah.
Po drugi strani socialisti so v veliki zadregi in se je sprožila debata o tem, dokot še podpirati vlado Marjana Rajoya pri katalonskem vprašanju. Ne? In dejansko se je sprožila razprava o tem, da je treba pospešiti reformo ustave, španske ustave, v federalnem smislu. Tako da se nekaj premika, se lahko premika. Mislim, Katalonija, čeprav je bila tako neuspeli skup, ne, politični, po drugi strani je sprožila eno razpravo, eno radikalizacijo stališč tudi v Španiji, pojavljajo se tudi frankisti, frankizem je spet legitimen, ne, se pojavljajo celo s Cara al Sol in z sabotiranjem fašističnim, ampak vse to seveda bo sprožilo tudi znotraj ene španske družbe neko dinamiko, ki bi lahko pripeljala ali do večje centralizacije, to je tudi tveganje, ne? Ker obstajajo stranke, kot je Ljudska stranka in kot je Ciudadanos in kot je tudi neosocialistične stranke, ki bi znižale raven avtonomije Kataloncem in po možnosti tudi drugim. Po drugi strani pa seveda se sprožijo tudi veliko nezadovoljstvo do centralne vlade. Današnja novica, recimo, da je Rajoyeva vlada prisilila vse avtonomne skupnosti, ki potrebujejo finančno podporo države, in to so ponavadi tiste revnejše, Extremadura, Murcia, Andaluzija, ne, jih je vlada prisilila, da podpišejo zakon, da sprejmejo zakon, ki bo v bistvu, ki bo zagotovil financiranje farmacevtskim firmam, torej farmacevtskim kartelom, ki so sprožili to zahtevo pri vladi. Torej, farmacevtska zbornica je dosegla, da pomoč eni avtonomni deželi je pogojena z določenimi nakupi pri tistih in tistih kartelih. Ne? Torej, ni to liberalna politika, to je skrajno neoliberalna politika, kjer se zaščitijo prednosti nekaterih kartelov in ne omogoča recimo revnejšim skupnostim, da na trgu poišče bolj ekonomične variante, ne? Recimo generična zdravila in to. No, danes je odjeknila ta novica, ne? Je v časopisu in so avtonomne skupnosti ogorčene, ker gre za tipično koruptivno delovanje sistema, ne? Klientelistično. Pač farmacevtski karteli so to zahtevali in oni to pogojujo z denarno pomočjo skupnostim. Ne? Torej, se bo sprožilo eno nezadovoljstvo, ki ne obeta nič dobrega, niti sedanji vladi. Ne? Ali bo to vnovčil Ciudadanos, ki se bo seveda takoj oglasilo v prid tem skupnostim, ne? Ali Podemos na drugi strani, bomo še videli. Ne? Mislim, da so vse opcije odprte. Jaz upam dejansko, da bo v prednosti neko razmišljanje, ki ga je sprožilo prav Podemos in Ada Colau kot županja Barcelone, ne, ki pravi, mi smo proti separatizmu, ampak separatiste je treba premagati z idejami na referendumu. Ne. In to mislim, da mora biti vodilo vsakega demokrata. Ne. Če so vsi proti neodvisnosti, pridobi podporo ljudstva in pejdi na referendum. Če tega ne storiš, v bistvu dokažeš, da ne zaupaš ne ljudstvo, ne volivcem, ne, in torej si že zgubil bitko. Na vse zadnje, še enkrat se bo izkazalo, in to je za Evropo zelo pogubno, da edini narodi, ki so nekaj dosegli, so dosegli z orožjem. Bodi si Baski, ne, ki so dosegli višjo avtonomijo in so skušali tudi pogajati med Katalonci in Madridom, ne, v tistih ključnih trenutkih. Južno-tirolska terorizma. Južno-tirolska s terorizmom je prišla do najvišje možne stopnje avtonomije v Italiji. Nasprotju Slovenci, ki si tega niso šli. Sinn Féin, Irska. Sinn Féin je postala celo
stranka v vladi nekaj časa, zelo vplivna. Ne? V Quebecu je bila tudi gverila v 60 letih, je bilo tudi oboroženo vstaja. Quebec je dobil že 2 referenduma. Ne? Torej, pomiritev je prišla takrat, ko se je politika, vladajoča politika, zavedala, da z zatiranjem ne bo preprečila teh centrifugalnih slik, ne? Ampak da se je soočila z idejami in z argumenti. Ne? Žal zgleda, da španska vlada ni imela trdnih argumentov, da je ta gospodarska kriza v bistvu bila veliko močvirje, kjer se ne bi znašli z dobrimi argumenti, ne? In se je bala izida referenduma, zato ga je skušala tudi preprečiti. In vse te demokratične sile, ki jih vidimo v Španiji in izraščajo iz teh civilno-družbenih gibanj, imajo pa na drugi strani v Madridu, v centralni vladi, veliko nevarnost. Tukaj bom zdaj uporabil en citat, ki ga David Redero Sorso v tej knjigi omenja, namreč sociološki frankizem, ki je mreža interesov, ki se je pletla okoli frankističnega režima in mu dala socialno in politično oporo in ki danes zaseda velik del oblasti. In to je tisto, proti čemur se morajo in se postavljajo vse te različne skupnosti in stranke in gibanja v Španiji. Prosim, odpiram diskusijo, če je kakšno vprašanje, komentar, refleksija povedanega, prosim. Nekaj vas je bilo omenjenih, izvanih. Ja, Dušan, kot član takratnega Slovenija, vendarle. In kot moj profesor oziroma asistent. Ja, da ne zgubljamo časa, mogoče malo komentarja. Najprej gore se mi zdi zelo pomembno in to me pravzaprav najbolj tudi iritira, stališče Evropske unije. Bom zelo po domače rekel, prava nedemokratična beda. Nesolidarnostna beda na drugem mestu in na tretjem mestu tudi potrditev dejstva, da je Evropska unija dejansko unija, ki služi interesom kapitala. Kapitalu, enostavno to, kar je bilo povedano, ne odgovarja v tem trenutku več, v tem trenutku zgodovinskem, da bi prevladalo načelo samoodločbe narodov, ampak zagovarja zaradi miru v poslovanju, pridobivanju dobičkov, načelo ozemeljske celovitosti. In če dam samo kratko asociacijo na obdobje slovenskega osamosvajanja, takrat je bila situacija malo drugačna. Uradno ne, ker kot veste, so se vse velike sile postavile proti osamosvojitvi Slovenije. Neuradno pa da, zakaj? Zaradi tega, ker je hkrati z nacionalno osamosvojitvijo v državah Srednje in Vzhodne Evrope se zamenjal tudi družbeno-ekonomski sistem. In to je bil ključen razlog, če smo zelo iskreni in najbrž se to lahko privoščim, da smo takrat relativno enostavno prišli do osamosvojitve. To je bil ključni geostrateški razlog, ki je o tem odločil, zdaj pa so drugačne pogoje in kot vidite se štopa, bom rekel, ta zadeva na vsem področju. Drugič, sem kratek komentar. Zelo zanimivo, ko gledam iz perspektive slovenske osamosvojitve in tistega časa. Takrat smo imeli pripravljeni 6 scenarijev. In to vse politične stranke, prosim. Demos plus ostale stranke, Franko, to se sigurno spomniš od tega časa. Pripravljeni so bili scenariji od 1 do 6, ta je bil 5, ki se je uresničil. 3 so bili dokaj optimistični, 4 je bil malo vmesni, 5 je bil določen vojaški odpor, ki bo potreben, diplomatske akcije v ospredju še vedno, 6 pa je bil seveda brutalni napad jugoslovanske armade. Tudi ta je bil pripravljen. Seveda, ni noben verjel, da se bo zgodil že 5, če smo iskreni. Ja. Ampak samo, bom rekel,
Predvsem še ena točka, če dovolite, mogoče malo, ko primerjam, to je malo bolj osebna nota, ne? Ko primerjam slovensko osamosvojitev in katalonsko osamosvojitev. Mislim, prva zadeva, ki sem vam že povedal, skrajno neresno in bom rekel do ljudi in državljank in državljanov Katalonije podcenjujoče dejstvo, da enostavno ni bila pripravljena neka bolj dolgoročna strategija. Neverjetno, kakšen ameterizem. Na takšen način se seveda ne pride do samostojnih držav. Druga stvar, ki je zelo pomembna. Poglejte, mi se zdaj pogovarjamo o tem, ali gre za 48, 49 ali pa če hočete 51%. Ko smo se mi o tem pogovarjali, je bilo prav zaradi tega, ker je bilo doseženo na tem področju zavezništvo med Demosom in drugimi parlamentarnimi strankami, je bilo to, kot veste, razmerje 10% proti 90%, pa še tistih 10% je vprašanje, če so bili proti. Veste, kaj hočem povedati, ne? Torej, absolutno enotnost državljank in državljanov, ne slovenskega naroda samo, državljank in državljanov, ker jaz vedno poudarjam to, mogoče vam bo zanimivo to dejstvo, ker je spregledano, da je zame bil največji dokaz, da imamo prav, da so nekdani državljani in državljanke Jugoslavije, ki so živeli v Sloveniji, večinsko podprli projekt nacionalne države slovenskega naroda. Si predstavljate to? Oni so izgubili domovino, tisti, ki so tukaj živeli. Pravo širšo domovino, ali pa ožjo Srbi, Hrvati in tako naprej, ki so se tam, Bošnjaki, ki so se tam preselili. In to je, bom rekel, po mojem mnenju, zelo pomembno. In da zaključim, ker če ne, kot vidite, da mi je smel predavanje, pogrešam pa je res. Sem še točka, če dovolite, samo še točka. Mogoče še to, pogledajte, pomoč manj razvitim, zanimivo, če delamo primerjavo, to je bi tudi naš učitelj. Ne glede pomoči, ampak kam gre ta pomoč, ne? Slovenska pomoč Kosovu in drugim, bom rekel, manj razvitim republikam. In to je bil pomemben razlog. Pa mogoče še nekaj. Demos je še marca leta 1990, mesec pred volitvami, ponujal konfederalno ureditev Slovenije. Demos. Po plebiscitu decembra 90 se situacija spremeni. Ker takrat je bilo že jasno, da s tem ne bo nič, da pač spremembe se ne bodo zgodile. Še nekaj sem hotel povedati, samo če dovolj, to mogoče kar ni bilo povedano, pa vem, da veste, pa mogoče je zaradi študentk in študentov to pomembno. V jugoslovanski ustavi iz leta 1974 je zapisano, da ima vsak narod pravico do samoodločbe, kar je velika razlika glede na špansko ustavo, o kateri smo se In to je bilo legitimno stališče vseh nas, ki smo takrat zagovarjali samostojno Slovenije, da imamo na legalističnem polju absolutno vso pravico. In to je bil tudi eden od osnovnih razlogov, da je bila Slovenija relativno hitro potem, seveda, tudi zaradi drugih razlogih, o katerih smo predvsem prej govorili, tudi priznana, torej, da je že zelo hitro se potem začela prehajati iz drugih držav potrditev oziroma priznanja samostojne Slovenije. Sem rekel, da moram nekaj, ne? Dušan, hvala. Še kdo? Kakšen komentar? Jaz bi imela eno vprašanje, iskreno vprašanje, mogoče je naivno. Ravno zato, ker jaz ne vem, ali je imela katalonska vlada sploh dejanski namen zaradi vsega povedanega razglasiti neodvisnost, pa še nekaj zelo me mede. Tudi če so izvedli na deklarativni, na simbolni ravni neodvisnost razglasili, kako zdaj pristajajo na to, da te stranke, ki so za neodvisnost, bojo sodelovali na volitvah, ki jih razpisuje španska vlada, v pokrajini, ki je pravzaprav, kako se reče, estado de excepción, država v izrednem stanju, se pravi, kjer ni več avtonomije.
To me tudi malo bega, no. Mislim, bega me itak že pobeg Puigdemona v Belgijo, a ne, tle nisem čisto dobro razumela, najprej zakuhaš nekaj, pa greš. Razumem, da zapor absolutno ni opcija, ne moreš delovati na tak način, kot je Damjan omenil, a ne, da širiš svoje ideje, da daješ intervju. Ampak sodelovanje če si resno mislil, to pa je res vprašanje, no, ko me zanima, kaj vi misli, ja, pa še kdo drug od vas. Jaz bom tukaj malo zagovarjal Puigdemontov beg. Mene zanima predvsem stranke, zakaj bodo sodelovali? Zakaj bodo sodelovali? Ker če ne bi sodelovali, bi bila totalna zmaga vseh ostalih strank. Ne? In Katalonci so pragmatični. V tem pogledu so realisti in točno se zavedajo, da zdaj je edina možnost, da sodelujejo na teh volitvah, posiljenih volitvah in da ohranijo pozicijo, ki so jo imeli doslej. Puigdemont je šel, res, ampak ni šel v Venezuelo, ne? Je šel v prestolnico skupne Evropske unije. Prosil možnost, da nastopa, da in tam ima, dejansko, on je tudi evropeiziral katalonsko vprašanje. Če njega ne bi bilo zdaj v Bruslu, bi bilo vse pozabljeno. Evropa pa sploh ne bi govorila, tako pa govori. Adrian. Ja, mogoče sem pri tem, na to vprašanje je Puigdemont v intervjuju v soboto zvečer odgovarjal, ko ga je dal, in mene tudi to ves čas malo bega, in njegov odgovor je točno ta, da je pač možnosti demokratičnih volitev ne bojo katalonske stranke nikoli spustile, ampak hkrati pa pove Carles Puigdemont, da je on še vedno legitimni predsednik Katalonije, se pravi, ne priznava 155. člena španske ustave, hkrati pa pravi, da bo šel na volitve, ki jih razpisuje 155. člen. Tako da tukaj je neka neenotnost v njegovih izjavah, ki pa najhujšo posledico daje prav pri njegovih katalonskih volivcih, ki postaje z vsakim nastopom bolj zmedeni. Včeraj je celo v enem od intervjujev predlagal, da morda, če bi bila Katalonija neodvisna, da bi predlagal referendum o Evropski uniji, oziroma če bi bila Katalonija izven Evropske unije. Kar je pa ponovno Katalonce precej razjezilo, zaradi tega, ker vedeti je treba, da tukaj so se razmere majčkeno obrnile. Če je med gospodarsko krizo Katalonija vladala za najbolj proevropski del Španije, ko so bili vsi proti, se je v zadnjih 2 mesecih stvar obrnila in zaradi nepodpore Evropske unije katalonskemu vprašanju je euroskepticizem med Katalonci močno narasel. Pa še mogoče eno stvar za nazaj, prej, ko smo govorili o dneh po referendumu in te razglasitvi, dejanske razglasitve neodvisnosti ni bilo. In oni so v parlamentu potrdili deklaracijo o neodvisnosti na podlagi referendumskega izida. Neodvisnosti niso razglasili, ampak tukaj tudi znotraj niso bili enotni, ker kasneje je predsednica parlamenta, ki je iz republikanske levice, Carme Forcadell, na zaslišanju na sodišču dejala, da je bila to simbolična razglasitev. Se hecali. Ja, zdaj, se pravi, informacije iz krogov teh koalicijskih strank so popolnoma različne in se dejansko prilagajajo različnim situacijam, ker stvar je zapletena. Je pa žal se mi zdi, da vse to med Katalonci pušča dvom. Ne govorim, da se tisti Katalonci, ki se zavzemajo za neodvisnost že leta, da zdaj niso več za neodvisnost, ampak jih pa delovanje politikov iz tedna v teden pa ne razočara, ampak zmede jih. Zmedeni so, ker ne vedo, kaj se dogaja. Potem niso nič drugačni od slovenskega voljivca. Ne bom šel v podrobnosti, ampak večer je 9.10., torej časnik Večer, objavil en prispevek Janisa Varoufakisa, nekdanjega grškega finančnega ministra, ki je zdaj voditelj nekega novega gibanja Diem 25. Z naslovom Španska kriza je priložnost za Evropo. Ker nimam časa, zato predstavim podrobneje, vas vabim, da v to pokukate, v ta prispevek, vabim tudi k branju tele monografije. Se vam zahvaljujem, ker smo izkoristili čas 2 ur. Kolegi, hvala za snemanje. Vam vsem za obisk in ohlajeno noč vas vabi. Torej, srečno. Hvala.
poln in prazen ste